Dobro jutro, en lep jezerski pozdrav. Jezerko, ne, gozdovnik, mislim, prvo noč letos sem prespal zunaj, otvoritev sezone, ampak ne vam priznam, da je bila mrzla, da sem se mogel spraviti kar v šotor, ker je bilo res mraz, ne, pa niti nisem si pripravil nekih debelih polen, da bi pelala ona čez celo noč. Ampak super je, the best je, ptički so bili zjutraj čisto aktivni, zvečer so bile žabe aktivne, tudi psičke so bile ful aktivne, ne, one morajo skozi nekaj šibati, mislim, to je za njih tak džumbus, ne. Tako da super. Nihče na tem svetu ni meni naročil, ne jaz grem v gost, ne, nihče, ampak sem se odločil jaz sam. Jaz sam mislim svojo glavo in delam tiste stvari, ki meni odgovarjajo, kar pa seveda pomeni, da če dovoliš, da nekdo drug upravlja tvoj pol si ti njegov suženj, direkt. Tako da misli res v bistvu kreirajo naše življenje, kaj ne? In je prav, da uporabljamo to orodje, ki ga ima vsak v svoji glavi, da z njim pooperira prav. Mi smo bili vsi zavedeni in zavajani tisočletja, mi vsi se naučujemo stvari, vsak dan znova moramo od sebe dati stare paradigme, stare vzorce, s katerimi smo se rodili, v katere so nas vzgojili, v katere nas je šolski sistem prepričal, da je prav, ubijanje otroške kreative, ubijanje talentov, ne raziskovanje, ampak pomnjenje, čim več si zapomni, informacij butastih do amena, tako da stik z naravo, bože ne daj, ograje, okrog in okrog šole in vrtcev, da se človek čim prej navadi na zaprtost. Resnično smo bili zaspani, da nismo ujeli, kako nas počas spravljajo v kot in so nas hoteli poareterati in nas pobiti, mislim pa, sej tu zdaj pa že ni več nič novega. V tem prehajanju ne gre za klik, ako se klik zgodi, ampak gre za način življenja, ki se ga učimo živeti, upravljati z energijo, za katero sploh nismo vedeli, da jo imamo, za upravljati svojim lastnim biti, torej z svojo lastno odgovornostjo. Narcis ni nobeno, noče biti nič odgovoren. Zaradi tega ne more znati živeti svojega življenja, ne. Znamo pa mi, tisti, ki sprejmemo odgovornost tudi za lastne napake, ne samo uspehe, mi pa imamo možnost, ki sem bil? Oni nimajo možnosti, mi pa imamo možnost. No, tisto, kar sem prej mislil. Jaz sem si prvoščil sam sebi en tak biti. Jaz sem tukaj, nič ne delam. Sem. Torej, popolna prisotnost danega trenutka je odsotnost preteklosti in je odsotnost prihodnosti. Zjutraj me je pričakal, ne nas, zaradi tega, ker sem bil verjetno eden redkih, ki je uspel videti tak jutranji svit, kjer je v bistvu žarelo celo pobočje. To je bilo nekaj pred 6, okrog 5:30, je žarelo nebo. Pa se je pa ugasnilo in pa je iz zaslivnice prilezel sonček. Dobro, ni glih prilezel zaradi tega, ker je precej oblačno, ampak se je bilo videti, da bi je prišel pol kasneje. Takih stvari pač ne vidiš vsak dan in jaz sem temu hvaležen, da sem sposoben iti to pogledati in večer prej nabasati eno košaro stvari, pa eno vrečo spalnih zadev in to je to, ne rabim nič drugega. Pa rabim še računalnik, da se posnamem za vas, ker sem obljubil, ne, obljuba dela dolg.
in april gre skoraj proti koncu, ne? Še malenkost. Dan OF je že završil, a ne? Kako si želijo zdaj postavljati spomenike, pa muzeje osamosvojitve, pa je nekdo ful dobro napisal, kar napište v tem muzeju, koliko fabrik ste od osamosvojitve pa do zdaj razturili, napište tudi v tem muzeju, koliko več je revnih, odkar ste levi in desni začeli lomastiti po premoženju države. Napište še, koliko je bilo izbrisanih, kako je bilo s tistim helikopterjem, ki je padel dol za neko to osamosvojitveno vojno, kako je bilo že točno, dajmo kar jasno, črno na belo. Ampak prihaja ne samo to. Mnogo več prihaja na prvi tir, tribunali, največjim zločincem, sodelavcem kabale, bodo prikazani ljudem, zato da bo vsaj delno lahko osvetljeno, kakšne svinjarije je počela ta kabala z nami, kakšne plane so imeli za vnaprej, da si bomo lahko nalili čistega vina pa rekli, ja, kar prav, ti ljudje morajo iti, pa ne zaradi maščevanja, ampak zaradi tega, ker to so pa le prehudi prekrški, to sploh niso prekrški, to so ostudna, grozna dejanja, ki morajo zavzeti mesto pravice in ti ljudje morajo biti odstranjeni, ne samo z položajev, ampak iz planeta, zaradi tega, ker kar so počeli našim otrokom, saj so vsi naši otroci tega sveta. Če smo začeli z indoktrinacijo, kaj so jim počeli tistim, ki so jih uspeli zbezati v svoje rove? Grozno. In ti tribunali pridejo na videlo z vseh strani in prav je tako. Na drugi strani pa ta naš prehod, smo rekli, moramo živeti in moramo se naučiti upravljati s to našo energijo. Predvsem smo že osvojili, da je nizka vibracija, ni zaželjena in jeza, maščevanje, sovraštvo, strah, skrb, negativnost, vse to je nizko. In vsega tega se moramo mi izogibati. In tlele sem najdel en krasen post, pa ga bom probal sam povzeti, kako našo energijo spremeniti. Vedno razmišljaj pozitivno, o tem smo se že pogovarjali. Kadar ti pride negativna misel, hop, pa jo zamenjaj. Ne? Jo zamenjate, to pa zahteva veliko mentalne discipline, to se strinjam, tega ne dobiš čez noč, tako kot more športnik, je treba tudi to trenirati. Tako da bodite pozorni, mi smo enkrat rekli sobota, dan brez negativne misli, pa dan brez digitalnih medijev. Jaz sem tlele downloadal celo noč in cel popoldne včeraj, pa že od jutra, ura namreč 10, od ranga jutra že downloadam informacije, ne, ki so naravne. Mi smo narava in sodelovanje z naravo je številka 1. Sinergija z njo, predvsem pa je treba naravo za začetek malo razumeti, kako funkcionira. Ne? To je pa tisti del, ki ga mnogo preveč kmetov ne upošteva sodelovanja z naravo. Čist lahko rečem, že samo na tej točki, kjer sem v tem trenutku, je kar nekaj takih nepravilnosti. Pa ne bom šel noter, ker ideja je v tem, da izver popravim, ne pa da iščem krivce, kdo ga je razbil. Okay? Ker tlele sem si že postavil, sem malo slikce dal, mogoče v nedeljskem live, če bom že doma. To pa ne vem. Ne boj se nikogar in ničesar je druga točka, ki je pomembna za spremembo oziroma za dvig vaše oziroma naše energije. Strah je eden največjih vzrokov za naše notranje motnje. Zaupaj vase. Bati se pomeni verjeti, da je nekdo drug močnejši in ne predajajte te moči nekomu drugmu. Jaz sem vam večkrat rekel, ne bojim se nikogar in ničesar, od ne klopa, ne medveda, ne ljudi, ne države, ne sistema, ničesar. Ampak to meni daje z druge strani gromozansko moč, samozavedanje, samozavest in zavedanje, kdo sem. Da nisem kar en papelj, ki mu rečeš bu, pa je v stresu, pa je v krču, pa je nesposoben biti. Ne?
Tretja stvar je, ne pritožuj se. Nič se ne pritoževati. Kaj je tretja? Kadar se pritožujemo, kakor magnet, k sebi privabimo še več te negativnosti in negativnih tudi besed. Večina stvari, ki grejo na koncu narobe, se začnejo materializirati takrat, kadar se začnemo pritoževati. Eto ti. Ne pritožujte se, mislim, kava je, v kozarcu je, gozdna je, kaj ćem se pritoževati, ne, zdaj, mislim, od zadnji mi ogenček, ne vem, če ga vidite, začel greti v hrbet, ampak ne pritožujem se nad ničemer in nad nikomer, celo nad klopi, ne, ker sem že iz vsake moje psičke zvlekel vsaj 30 klopov, ne, vsaj 30 iz vsake, ampak ne pritožujemo se, mi smo tu dali ven in je stvar rešena, ne. Iz svojega besednjaka črtite besedo krivda. Ne, iskanje krivca je bila satanistična fora. Kdo je kriv za to? Jaz sem iskal krivce, vendar sem v začetku lanskega leta nekaj stvari sprejel take, ki so, svet tak je, zdaj ga prepoznavam, zdaj je pa logično, da je to tako, ja seveda, kdo je pa kriv? Pa že se ni dalo več najti krivca, ker je krivc že davno, globalno, od zadaj v globoki državi zapičen satanizem, Baphomet, eden in edini bog teme, temačnosti v ljudeh, in to je Lucifer, in on je eden in edini bog podzemlja na tem svetu v vseh religijah. Ne? Vsaka religija ima nekih svojih nekaj, vsaj enega boga, dočim Satana imajo pa vse religije istega. No? Tako, torej, krivda ven iz slovarja, ne dovoljte si tega občutka, ker ko kaznujemo sebe z občutkom krivde, odpiramo vrata, backdoor se tam reče, vrata od zadaj, zatiralskim in agresorskim duhovom, ki vibrirajo z našo melanholijo. Ignorirajmo jih, te duhove in krivdo, črtite iz seznama, niste krivi. Niste krivi, lahko ste slabo ocenili situacijo, ste naredili napako, iz te napake se nekaj naučite, pa naj ta napaka postane lekcija, nikoli pa na sebe ne devite občutka krivde, zato ker ta občutek krivde je tako, ker na senca se vleče za vami. Pa malo pomislite v življenju mogoče, koliko ljudi je vam vcepljalo občutek krivde. Narcisi so prav da si kriv za vse, ne? Zmer pa tudi tako obrnejo. Naj zunanje vmešavanje ne moti vašega vsakdanjega življenja. Kaj to pomeni? Da znebite se govoric in zlobnih komentarjev iz pozadine od depresivnih ljudi. To je nalezljivo, ne? Pomagajte tistim, ki to počnejo. S tem pomagate tistim, ki to počnejo. Uglasite se s pozitivnimi ljudmi in visoko dobro voljo. Okay? Dobra volja je najbolja, je rekel že Kekec. V eni roki sonce, v drugi pa zlati smeh. Pa gre, a ne? Ne dolgočasite se, mislim, dolgočasenje je tudi ena taka... Zdaj, kdor ima dušo in srce, ima o čem razmišljati. Če si v bloku med 4 stenami, pol potrebuješ entertainment, v smislu zunanji faktor, v smislu nek telefon, igrico, knjigo, karkoli, v naravi pa tega ne rabiš, ker je toliko stvari, katerim lahko prisluhneš, katere lahko opazuješ, da se dolgočasiti v naravi sploh ne moreš in probajte si izbiti iz svojega življenja, umakniti čim več teh točk, ko se dolgočasite. Primite v roke nekaj, kar lahko naredite z rokami. Ne? To je, roke so podaljšek duše. Ne? Duša z rokami narediš in sliko, in gobelin, in masažo, in zdravljanje, in kosilo, in kruh. Vse to se naredi z rokami. Ne? Ni pa pridem do kaj. Še 7. zadnja, živi v sedanjosti, tukaj in zdaj. Nestrpnost, če živiš v prihodnosti, si nestrpen, ne? Če si pa v preteklosti, si pa depresiven. Uživajte tukaj in zdaj, nič se ne ponovi in vse mine. Nič se ne ponovi, razen lekcija. Naj bo vaš dan pomemben. Ne izgubljajte časa s skrbmi,
ker le te, torej skrbi, prinašajo bolezen. Okay. To je takih 7 nekih točk, na katere je treba z njimi živeti, pa malo biti discipliniran okrog tega. Ni to ta disciplina, ki so nam jo hoteli uturiti. Disciplina uma pa je pomembna. Ne? Odpuščanje je pa ena izmed zelo pomembnih stvari. Odpuščanje se začne pri sebi, ko veš, da si naredil samo najboljše, kakor si takrat mogel in znal. Treba si je priznati, da ste takrat probali stvari spedenati, pa se niso izšle, ampak zaradi tega ste si obesili občutek krivde. In morate si odpustiti, da ste falili za ta sistem. Zase pa mogoče takrat sploh niste falili, ampak sistem se ruši in prihaja nekaj novega, nek nov svet, ki bo vse te stvari obrnil na glavo. Ne? In resnično moramo zaupati sebi. Mi smo voditelji, mi ne rabimo Janeza ali pa Goloba, da nam bo razlagal, kaj moramo, kaj ne smemo in kam pejmo in zakaj nečesa ne bomo. Se spomnite politikov, kako so nam težili? Če se ne boste cepili, boste šli v ovo grožne. Zdaj bi ti politiki, sej vas ni noben silu v to, ne? Sej ste se šli sami cepiti, ne? Kako oni obračajo te svoje filme pred volitvami, vsi sladki, po volitvah pa pa vedno je bilo tako, mi zvezdice za spančice, nismo spali, pa nismo imeli niti zamar. Nismo imeli zamar, je ena taka besedna zveza, nismo bili dovolj pozorni, nismo bili dovolj awareness, kaj se dogaja. In beseda awareness mi je res lepa in jo sabo nosim že kar desetletja, kjer je bila, sem s tem mojim učiteljem, pot me je tako prinesla k njemu, njega k meni, in je on tudi neke meditacije delal, pa neke te tehnike, terapije, ovo. Jaz temu takrat tudi nisem verjel, tako še danes ne, ampak imel pa je alfa stanje in v alfa stanju je imel afirmacija in ena izmed afirmacij je bila moč pozornosti. Moč pozornosti. Imam pozornost. Sem pozoren na vse, kar je okrog mene. Ne samo z očmi. Tudi rekel tam, ovo tam, pikce skupaj devati. In pozornost je tisto, kar se v ljudeh zdaj konkretno prebuja. Vsak zase lahko to reče, da je bistveno bolj pozoren na stvari, da lahko reče, da pred 2 leti ni videl, razumel vseh teh stvari, ki so bile pred nami skrite, če bi zdaj pogledal z današnjimi očmi nazaj, bi rekel, pa sej nam je bilo vse v ksih tvrženo, mi smo hodili po svetu tako. Res, pa smo se trudili razumeti, pa ni bilo, se ni dalo razumeti, ker je bila globina prevare enostavno prevelika. Tle sem pri odpuščanju. Odpustite si tako, da pogledate nazaj v preteklost in razmišljate o stvareh, za katere čutite, da jih niste storili modro. Še vedno ste lahko zato kritični ob misli, da bi morali storiti to ali ono. Tovrstne misli vas lahko ustavijo, da bi poskušali nove in dobre stvari zdaj. Spustite negativne slike tistih trenutkov, ko se situacije niso išle tako, kot ste si želeli vi ali okolica. Ko se pojavijo te kritične misli, jim ne namenjajte več popolne pozornosti in se raje spomnite časov, ko ste dejansko ravnali modro, ko ste ravnali prav, ko ste ravnali dobro, ko ste ravnali ljubeče in uravnoteženo. Pomislite na vse čase, ko so se stvari izšle za vas. Odpuščajte, sprejemajte in ljubite svoj pretekli jaz. Osredotočite se na to, kako uspešni in čudoviti ste bili in vedite, da bo to spremenilo potek vaše prihodnosti od tega trenutka naprej, ker če vi začnete vse razmišljati kot o dobri osebi, potem boste začeli vibrirati visoko in boste živeli dobro. Ker dobro življenje ni vezano na materializem. Zdrav duh v zdravem telesu. Ne? Duh je bistvo in mi smo duh prišli v to telo in kot duh gremo.
Ne? In vse, kar je na Zemlji, je lekcija. In planet Zemlja je ena velikanska šola lekcij. To sem vam še hotel pokazati, kako me lepo ogenček greje. Imamo. Evo ga, imam takle ogencak, ne. Takole imam pa jezero, ne. Ni mi hudga, ne. Mislim, zadaj so pa vesla. Grem pa, boste pa dobili tudi še kaj vodnega. Tudi vodne stvari. Ker imam vodno kamero tudi. Ne, zdaj že en čas pa noč kaj dosti nanucam. Ampak okej, bomo tudi to. Mi smo rekli, energija je tisto, kar moramo paziti in prihajamo res v obdobje drugih energij, kjer bomo z energijami upravljali. Energije so čarobna stvar, ne znamo še tega uporabljati, ampak nič hudega. Zavedajte se, da smo bili v tako nizkih vibracijah, da smo zboleli sami sebe. In o tem je Nikola Tesla pisal, lahko vam še to preberem, da je bolezen izhaja iz duševnega upadanja. Torej, bolj ko je duh slaboten, bolj je tudi telo bolno, kaj vse pa je logično, a ne? Torej, zdrav duh v zdravem telesu, pa smo spet nazaj, ne? Človek bi moral biti sam svoj zdravnik. Če ni tiho od znotraj, potem so vsa njegova zdravila in najboljši zdravniki zaman. Kdaj so zdravniki zaman? Če noter ni tišine, noter ni miru. In nam so stalno devali nemir, zato da nismo bili mirni. In nismo imeli tišine, ker smo sami sebi devali krivdo. Zakaj je bilo to, zakaj je bilo uno. In smo v glavi delali sami sebi svoj kaos. Čista norija. Podzavest sodobnega človeka je kot nemeren ocean z velikimi nevihtnimi vetrovi. Ne? Podzavest polna vtisov naredi našo dušo nemerno. Čustva na to zavrejo kot izbruh vulkana. Brez dela na čustvih je duhovnost le stolp iz kart. Smo se pogovarjali, je treba konje imeti pod kontrolo, čustvene konje. Čustva so konji. Ne? To je treba imeti pod kontrolo, ker če nimaš, ti lahko izbruhnejo čustva vsaj mal in bamf, ti si na tleh, ti moraš biti stabilen s čustvi. Jaz znam zarobantati, da ne bo pomote in znam se usolziti in znam in ljubiti in se smejati ampak vse te stvari jaz imam pod kontrolo, a ne? Ne zarobantam kar na brez veze, ne? Pa tudi je treba pokazati svoj meč, pa svoj... Mislim, ni potrebe po fizičnem obračunavanju z nikomer, ampak pokazati, da se nikogar ne bojiš, to pa je pomembno, a ne? Sam, če ti veš noter, da si močan, pa lahko tudi pokažeš. Če pa noter nisi močan, pa ven izkazuješ strah in pes to vidi, zato pa ne, saj smo rekli, pes zazna, koga je strah, ne? Pa ljudje tudi. In kaj je človek brez miru v svoji duši, pravi zdaj Nikola Tesla naprej, ločenje od Božje milosti, poskuša zaman najti uteho v materialnih stvareh, ali pa v pleasure, torej spolnost, ne, ali pa samo zadovoljstvo. Pornografija je bila tudi, to je bila satanovo maslo. Tam ni tolažbe v materialnih stvareh, je luknja brez dna. Zato pa bogati niso nikoli dovolj bogati in pohlep je rak rana, tudi ena izmed rak ran. Več, še več in več daješ in s časoma je spet praznina. Tle je najbolj prevod napačen, več, grabiš in ti si noč zmeri prazen. Ne nuca tep, ne bom ven jahta, ne nič. Ko duša postane mirno morje, jaz sem rekel, da je to mirno jezero, takrat se začne naše samozdravljanje. Zapomnite si to, to je zlato pravilo. Izvor večne bolezni je v duhu, zato duh lahko premaga večino bolezni. Pa smo obdelali besedno zvezo zdrav duh v zdravem telesu. Ne? In zdrav duh je v miru. Noter, ka si v miru. Nisi v forci svojih misli, svojih obtožb drugih tudi, lažnih, bednih obtožb, nepravilnih. In mi smo na to padali. In to je bila filozofija sistema. Ne? Eno dobro sem najdel, ignoranti recimo sploh ne razumejo nas, ki smo prebujeni.
to je dejstvo. Ne razumejo sploh, kaj govorimo. In to je zdaj ta ignoranca, to je ta množična psihoza. Ne? To je pa recimo zdaj iz druge smeri. Ljubezen je stanje zavesti in stanje duha. Strah je pomankanje zavesti, samozavesti in pomankanje uma. Prvo vodi v stanje blaženosti, torej ljubezen, drugo pa v stanje psihoze, strah. In psihiatrija so bile ustanove, kjer so prebujence spravljali nazaj v spanec. Tudi zapori in pripori so delali podobno. Ne? Torej, džk, ki je noter, zab, ga bomo uspavali in nazaj. Tako da se moramo zavedati, da se je marsikdo že zbudil v življenju, ampak ker je bil okarakteriziran kot kaj, da ti si nor. Torej v norišnico, ampak v norišnici so sami zdravi in v neki umobolnici je pisalo, da največji bolniki so zunaj te ustanove. Vse je to bilo res. In še ta je pa vic pol. Ko sem videla cene psihologa, sem se odločila, da se sprejmem takšno, kakršno sem. To je en vic. Mislim, taka šala. Ampak resnična. Najbolj, da se sprejmeš tak, kaj si, kaj se už ti spreminjal. Sprejmi se. To je pa zdaj pa problem, marsikomu. In ne zavidam nikomur, ki mora spoznati svojo sebe z vsemi svojimi podlimi in negativnimi dejanji v preteklosti. Res jim ne zavidam, ker imajo za srečati res grde stvari. Bodimo milostni do njih, ne pa padati na njihove manipulacije in star vzorc, ki ga imajo, njihov star vzorc pa je jemlji energijo, dvigni živc, zaposli misli in dvigni živc, no. To je za začetek bila najlepša obtoževanje, pa te neke krive, pa se vemo, kako narcizem že funkcionira, a ne. Skratka, mi bodimo do soljudi milostni. Predvsem je ena izmed novodobnih, ali pa v letu 2023, argumentiranje. Kako izgleda argumentiranje? Včasih smo res argumentirali, zdaj pa je moj, ko pride do te točke, da bi bilo treba pa nekaj argumentirati, je pa moj odgovor. Ja, prav imaš prav, valjda, čao. 2 + 2 je 5, veš? Je, veš, da je. Ajde, čao. Kaj, kako tu misliš? Ma jebi se. Zato, ker je bilo vedno samo iskanje neke intrige. In ta intriga je bolezen bila, mislim, zdaj smo že 3 rak rane naštel. Narcizem je največji virus, ampak iskanje intrige je pa del narcističnega vzvod njihov, ne? Njihov vzvod je to. Tako dajte, jaz imam mičken švoh baterijo, pa bom probal še naložiti ta video. Bodite v svojem meru, bodite tukaj in zdaj. Bodite I am, ker I am je tisto, kar resonira v našem DNK-ju, kjer je popolni zapis vsega. Ga ni računalnika, ki ima toliko informacij, kot jih ima naš DNK. In od tam se da tudi marsikaj prebrati. Nismo se pismeni tako, a ne? Sej se bomo, mi gremo v novo dobo, mnogo stvari še ne znamo, ampak tribunali so tle, kvantni finančni sistem prihaja tudi na prvi ter, Gesara tudi, vse bo v redu in močno si želim, da bi letošnji 1. maj nam dal resnično osvoboditev od dela, kot so ga nam tupili, da je treba delati. Delati pa je treba na talentih, treba je delati na hobijih, oboje je treba povezovati z ljubeznijo, zaradi tega, ker vsi talenti, ki jih imamo, so v bistvu nekaj, kar počnemo radi. In hobi je pa druga stvar, ki jo počnemo radi. In tudi iz tega naslova se da preživeti, funkcionirati, vendar sistem tega ni hotel, da delamo na talentih. A ne, da ne. Valjda, da ne, zato pa je vse talentirane otroke v kalupu v eni in isti kalup, da smo vsi isti,
ne? Pa nismo pod točko razno vsi isti, ampak je vsak svoj unikum, vsak je svoj univerzum sam zase. Pa naj si bo to z mentalom, z lastnim življenjem, z lastno projekcijo, kako vidi življenje in kako zna uporabljati razna orodja, pa naj si bo to sekera, čopič ali pa kvačka. Jaz ne vem, vsak po svoje. Jaz sem z nožčkom mogoče malenkost bolj spreten kot kdo drug, ampak nimam pa pojma, kako gre pa ne bom rekel, da ne imam pojma, kako gre šivanko, ampak prav hud pa res tam nisem, ne. Zdaj se učim recimo frizerskih sposobnosti, sem Lucy malo strigu. Ampak tako, imamo mi talente, imamo sposobnosti in kar dajmo jih nucati. Najhujši je, da človek reče, ja, to pa ne znam. Ja, pa sam ne znam. Pa dajno bod toliko odgovoren do sebe, vse se da naučiti. Čisto vse. Na YouTubeu je tokenega znanja, če ga človek poiskati. Jaz, ko sem delavnico si sestavljal, takrat sem imel težavo, kako dobiti dve stvari skupaj. Ne? Les ena pa les dva skupaj. In vam povem, ko sem enkrat zaglazil v raziskovanje, koliko različnih spojev je. Ker jaz sem znal cvek, pa šrauf, pa so prišli pa tipeljni, pa so prišli pereščka, pa tako, pa kotna spajanja, pa ploščinska spajanja in tako. Hočem reči, mnogo stvari je, če vas le zanima. Jaz sem na tak način obdelal in biodinamiko, in delavnico, in še marsikaj. Tudi ploščice položiti ni nobena umetnost, treba se pa polotiti. Ampak to je pa moč volje. Če je bilo prej moč pozornosti, je naslednje še moč volje. Imejte voljo, predvsem voljo do življenja. Držite se, uživajte in si vidimo, Čau, čau.